ponedeljek 27. marca je tudi vaš kongres liste Franca Kanglerja Nove ljudske stranke Slovenije sprejel sklep o združitvi stranko SDS, kar pomeni, da je v bistvu sedaj stranka SDS v Mariboru zagotovo največja in najbolj zastopana. Kaj to v bistvu pomeni za mestni svet? To ne pomeni samo za mestni svet boljšo prihodnost, to pomeni tudi povezovanje, združevanje tistih ljudi, ki krepimo demokracijo v Sloveniji. Slovenija se v tem danem trenutku znašla v največjem političnem krču. Dogodki, ki se dogajajo vsakodnevno v slovenski vladi, napovedi o obdavčitvah, protesti kmetov, upokojencev, javne uprave, zdravnikov, kaže na to, da so ljudje nezadovoljni. Naša odgovornost, ki pa se ukvarjamo s politiko, pa je, da zagotovimo boljši jutri in skozi to združitev sem jaz prepričan, da lahko tudi mesto Maribor zagotovimo boljšo prihodnost. Malo več modrosti v mestnem svetu in upam, da bomo uspešni na naslednjih lokalnih volitvah. Torej pa je po vašem mnenju v Mariboru potrebno združevanje na desnem političnem polu? Ja, je potrebno, glede na to, da se drobijo glasovi in glede na preteklo delovanje, ki ga je imela naša stranka, Nova ljudska stranka, za mene osebno, pa tudi za predsednika Janeza Janšo, je to pozitivna stvar. Ima odmev v Sloveniji. To ne bo samo združitev z našo stranko, to še bo in so se že sprožili vali po Sloveniji, da se povezujejo. Naprimer, v Ilirski Bistrici je v SDS vstopil sin od župana, bivšega župana Ilirske Bistrice. In na ta način sem prepričan, da bodo nekatere lokalne liste se pridružile največji opozicijski stranki v tem danem trenutku. Zdaj ste tudi uradno v bistvu član Slovenske demokratske stranke. Bliža se volilni kongres stranke, to bo 11. aprila. Če se ne motim, boste kandidirali? Glede na dogovor z predsednikom Slovenske demokratske stranke Janezom Janšo, bom kandidiral za predsednika, ker želimo v Mariboru stranko okrepiti. In to je tudi temeljna podlaga, da bomo na naslednjih evropskih in državnozborskih volitvah imeli boljše pogoje in boljše rezultate. Kaj je v bistvu potrebno storiti v Mariborskem odboru SDS in pa v sami stranki, da bodo tudi Mariborčani to stranko prepoznali kot svojo? Jaz mislim, da so že tudi danes prepoznali. Vendar je potrebno ljudi povezovati in združevati. Tudi če kdo drugače misli kot lokalni predsednik ali predsednik na državnem nivoju, potrebno mu je dati priložnost in možnost. V naši svetniški skupini imamo tudi nekaj, ki niso člani stranke, pa so lojalni, so dobili priložnost. Naprimer, bivša novinarka Radia Maribor Breda Čepe je velikokrat tudi po domače povedano zafrkavan in očitam, ti si bolj SDS-ova kot jaz, glede na njene poglede v zadnjem času. In moram reči, da sem vesel, da je naša svetniška skupina bila doslej vedno enotna, nikoli se nismo preštevali in jaz sem prepričan, da bo tudi naša nova, večja država skupaj in da bomo vedno enotni glede na aktualno politiko.